No a my se teď přesuneme ke slovinskému jazyku a čeká nás prezentace výsledků kolektivní práce. Autory jsou Marietka Kulovec, Boštjan Jerko a Boris Kern. Podle mé informace tedy prosím kolegyni Kulovec a kolegu Jerko, kteří společně budou prezentovat podle mého názoru velmi důležitý a možná jeden z takových pionýrských, by se dalo říct, příspěvků, který se věnuje slovotvorbě ve znakovém jazyce. Konkrétně tedy ve slovinském znakovém jazyce. Takže prosím, ano, a budeme mít trochu více času pro vás, pro tlumočníka. Děkuji. Torej, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Da se predstavim. Moje ime je Marietka Kulovec. Sem gluha učiteljica iz Zavoda za gluhe in naglušne v Ljubljani. Zraven je moj tolmač in tudi soavtor. Zdaj, en del bo potekal v slovenskem znakovnem jeziku. Po svetu je približno 75 milijonov gluhih oseb, približno. Seveda se številka spreminja iz leta v leto. Iz Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije sem dobila ta podatek. Kako pa je v Sloveniji? Imamo približno 1500 gluhih, pa spet se ta podatek spreminja, več ali manj pa je nekje tak. Od teh 1500 pa je približno 1000 ljudi, 1000 uporabnikov slovenskega znakovnega jezika. Tudi jaz sem med njimi, tudi tolmač je med njimi, kot otrok gluhih staršev, dodaja tolmač. Predstavila bom na kratko zgodovino razvoja znakovnih jezikov, ne samo slovenskega, ampak na splošno. Znakovni jezik obstaja praktično že odkar obstaja človeštvo. V bistvu ni bilo niti pomembno, gre za gluhega uporabnika ali slišečega. Platon je bil nekje prvi, ki je opisal znakovni jezik. Sokrat je potem tudi nadaljeval s tem, torej opisovali so ljudi, ki so kazali neke določene kretnje in to je bilo zapisano. Torej, v bistvu je nekako prvi zapis o znakovnem jeziku v stari Grčiji in potem gremo pač naprej skozi zgodovino. Ameriški indijanci so tudi potem, ki so živeli v različnih plemenih in vsako pleme je seveda govorilo svoj jezik. In če so se želeli srečati, komunicirati med sabo, se obiskovati, so si na nek način izmislili kretnje, znake. Potem pa pridemo do menihov, zdaj iz katere države ne vemo točno odhod prihaja, torej sveti Benedikt je zapisal prepoved govora v bistvu in sicer zaradi kletvic, kakšnih šaljivih stvari. V glavnem, njegovo mnenje je bilo, da jezik oziroma govor umaže dušo. Sedaj pa menihi so še vedno imeli svoje življenje, svoje potrebe, nekako potrebo po komunikaciji in zaradi tega so se poslužili oziroma začeli uporabljati znakovni jezik. In pridemo v 17. stoletje, ko se pojavljajo pač duhovniki in vidijo gluhe otroke, ki so neizobraženi, nemi, niso govorili in hkrati pa so nekako uporabljali znakovni jezik in so, ko so jih želeli učiti brati in pisati, gremo naprej na slajd, mislim, da je na naslednjem slajdu, je gor na tem slajdu, duhovnik Bonnet, ni še tukaj, iz Španije,
Morda je bil on prvi, ki je začel poučevati otroke s pomočjo enoročne abecede. In otroci so v bistvu na ta način se učili pač pisati, niso pa seveda slišali govora. In nadaljujemo potem naprej, potem pa je še drug zdravnik, Bulwell, ki je pa začel uporabljati dvoročno abecedo in je učil otroke tudi pisati in govoriti. Kasneje pač pridemo do 18. stoletja in v 18. stoletju se pojavi duhovnik francoski, ki ga imamo tudi gor napisanega, Charles Michel de Lépée. Verjetno je bil prvi na svetu, ki pa je ustanovil šolo za gluhe in poučeval gluhe otroke v znakovnem jeziku. Znakovni jezik pa se je naučil od otrok in je potem ga pač seveda prilagodil francoščini, torej govorjenemu jeziku, in jih je učil brati in pisati, torej otroke. Otroci so bili potem v bistvu zelo izobraženi, zelo so napredovali v izobrazbi in ta ideja poučevanja znakovnem jeziku se je razširila po Evropi, tudi po kolonijah francoskih. To je trajalo približno 100 let, dokler pa ni prišlo do velike preobrazbe. In sicer skupnost gluhih, torej za skupnost gluhih je bila to huda posledica. Zdaj, kaj se je zgodilo? Njihov izobrazbeni nivo je potem tudi zelo strmo padal, ampak gremo. Še malo počakam s slajdom. Torej, kaj se je zgodilo? No? In sicer leta 1880 je bil mednarodni kongres učiteljev za gluhe v Italiji, v Milanu. Zbrali so se pač učitelji gluhih iz cele Evrope in tudi iz Amerike. In med njimi je bil tudi učitelj, ki ga zagotovo poznate, izumitelj telefona, Alexander Graham Bell. On je imel gluho ženo, gluho mamo in on je v bistvu predlagal učiteljem. Torej pač bil je evgenik in je nekako predlagal, da naj, ker je videl, da je pač torej, da so se gluhi in slišeči nekako ločili med sabo, je bila njegova ideja, da bi asimiliral gluhe na ta način, da naj se gluhi naučijo govoriti. In je predlagal, da se znakovni jezik prepove. Torej v vseh šolah za gluhe po Evropi in to so sprejeli, razen v Ameriki, ki so pač zavrnili to idejo. In posledično so se gluhi začeli učiti po oralni metodi. In kot sem omenila, je izobrazbeni nivo zelo, zelo strmo padal. Jezik ni bil tako razvit kot drugi jeziki. Znakovni jezik in tudi raziskave v znakovnem jeziku so obstale in je v bistvu bil praktično odrinjen znakovni jezik. Totalno na obrobje. Gluhi so v bistvu samo neformalno komunicirali v znakovnem jeziku, ko pa so srečali učitelja oziroma ali pa v javnih inštitucijah, je bil poudarjen govor. Tako da je bilo precej težko, to sem tudi sama doživela, ko sem odraščala v izobraževalnem sistemu, sem pa seveda privatno še vedno uporabljala znakovni jezik. In v Sloveniji se je dogajalo podobno. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije torej pač se je borila precej dolgo časa in leta 2002 šele so v slovenskem parlamentu pač sprejeli zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika
kar je pomenilo, da ima vsak gluh pravico do slovenskega znakovnega jezika in poleg tega tudi pravico do uporabe tolmača. Vendar pa v izobraževalnem sistemu pa še vedno ni bil slovenski znakovni jezik priznan in uporabljen kot jezik. In je trajalo potem še skoraj 20 let, kar lahko vidimo na naslednjem slajdu. Dobro, to smo še malo... Ja, malo smo skrajšali, ampak v redu, gremo. Torej, ja, smo spustili. Torej, 2021 je bil znakovni jezik tudi vpisan kot podčlen v ustavo, kot 62. člen, kar pomeni, da je bila uvedena pravica za slovenski znakovni jezik, oziroma 62a člen, da imajo gluhi oziroma uporabniki svobodno uporabo znakovnega jezika. To je v bistvu stanje danes. Zdaj pa še morda nekaj primerov priročnikov, ki so do sedaj bili objavljeni. In nadaljujemo, zdaj bom jaz zraven še kretal, kolikor mi bo pač uspelo kretati, ker je težje kretati in govoriti zraven. Tukaj imamo en primer, kako je povezan znakovni jezik in pa Fran, ki ga sigurno večina pozna, ampak mogoče ena stvar, ki je pomembno vedeti. Zdaj mogoče bo moja kvaliteta slovenščine malo padla, ker kretam še zraven. To je zelo pomembna stvar. Ena beseda v slovenskem jeziku ni enaka eni kretnji v znakovnem jeziku, ker je znakovni jezik zelo sestavljen še iz mimike. Zdaj mogoče zgleda, kot da jaz samo uporabljam roke, ampak v resnici, če kretam direktno samo v znakovnem jeziku, uporabljam mimiko, praktično celo telo. In seveda je potem tukaj, bom rekel, toliko bolj povedno na en način v znakovnem jeziku, če pač uporabljam določene besede, jaz sem malo zamešal, torej, bom se ustavil, bom samo govoril, torej, če uporabljam samo besede v znakovnem jeziku, je potem, se mi zdi, to je moje mnenje, ker pač sem otrok gluhih staršev, pa mogoče mi je na nek način znakovni jezik bližje, ne vem, da je bolj povedan, znakovni jezik, ampak se pravi, to je pač moje osebno mnenje. Tukaj je en primer slovarja, oziroma slike iz slovarja znakovnega jezika, ki je, in od tukaj tudi ta povezava s Franom, če grem zdaj naprej. Tole se meni zdi mogoče malo bolj zanimivo, in sicer ravno ta, ko smo se pač s soavtorjem pogovarjali, kako v znakovnem jeziku določene stopnjevanja že pride do izraza pač telo. Na primer, brati je v znakovnem jeziku, zdaj bom probal stopati bolj na sredo, da se bo videlo, torej pač tukaj, kot da imam neko besedilo in potem s prsti grem navzdol, brati. Zdaj je to zelo klinično, pač samo berem, zdaj nisem izrazil, ali mi je to, kar berem, zanimivo, ali berem, ker pač moram brati in tako naprej. To je ena stvar. Drugo je, če gremo na vršilec dejanja bralec, v znakovnem jeziku smo še zmeraj pri branju, ampak glede na to, da pač imamo vključeno osebo, bere oseba. In zdaj sem to, kar mislim, da bomo pol malo kasneje, to osebo, kar je pomembno v znakovnem jeziku, to osebo postavil v prostor. Ta bralec je zdaj tukaj, pač si ga predstavljamo tukaj in zdaj jaz ne morem reči bralec, pa se sklicevati na tega bralca, ker je to druga oseba. Tako da bralec je zdaj tukaj, pač en tak dodatek zraven. Skupno ime bralstvo, se pravi, tukaj imamo množino in zdaj ena varianta bi bila bralci, ali pa bralstvo, ampak lažje je potem
neka množica. Ne? Se pravi, vi ste množica tukaj, ne? Pač neka abstraktna zadeva, če seveda ni fizično prisotna oseba. Manjšalnost, bralček, to so se ravno s kolegico pogovarjala, zdaj ne bralec, lahko bi bil bralec pa nekdo, ki je majhen. Če pa želim poudariti, ne, pa je lahko ramena skupaj, kot da bom zlezel skupaj, ne, in že na ta način poudarim majhnost nečesa. In je lahko bralec, pa še malo pretiravam zdaj, ampak na ta način. Ne. Bralčev, če se spomnite, kaj sem bralca postavil, sem, ne, bralčev, ne, torej bralčev. Oziroma, ne rabim niti tega več, ker vsi vemo, da je bralec tukaj. Ne, ta bralec je ostal, njegov. Ne rabim niti dodajati tega, razen če seveda pozabimo, kam smo že bralca dali, potem je pač mogoče fajn pokazati sem. Isto bi bil potem bralski na nek način, mogoče spol, to mi je še ena stvar, ki mi je zanimiva. Jaz mislim, da zaradi ekonomičnosti Kretnje, ker ko tolmačiš govor, ali pa če je pogovor, se tudi, ne vem, ljudem ne da čisto vsako Kretnjo. Ne. V bistvu bi bilo, smo rekli, bralec, in zdaj, če bi bil torej bralka, in to je znak za žensko. Zdaj pustimo to, da zakaj pač se primem za uho, ampak okej, pač taka je Kretnja. In zdaj so to 3 Kretnje. In zato, ker je pač vsak jezik, se mi zdi, stremi k ekonomičnosti, je to že jasno, da gre za bralko. Tako da mogoče, in tudi pri tolmačenju je to veliko lažje, ker pač včasih preveč traja. No, tukaj te stopenjske tvorjenke so mogoče ravno ta primer spati, ne? Ko zaspimo, zapremo oči. In zato je Kretnja, ne, pač zapremo oči. Zdaj pa, če smo pa zaspani, pa ne zapremo oči, ampak jih zapiramo, torej Kretnja. Zaspan bi bila podobna. No? Zaspanec smo pri osebi, se pravi nekdo, ki je zaspan in zdaj osebo postavljamo v prostor. Ali pa oziroma tako, ne? Najprej, ker pač ta, ki je bral, mogoče bere za dolgočasno knjigo, pa je tudi zaspan, pa je ista oseba, ne vem, recimo. Torej, izrazi so povezani z mimiko, tukaj je taka zelo očitna. Potem pa sestavljene Kretnje, zdaj vidim, da imamo en J preveč, no. Ta je meni zelo všeč. Sestavljene Kretnje, torej jesti je naravna Kretnja, ne. Eni pač, ne vem, jesti, nekako, mislim, da če pridemo kamorkoli pa naredimo tako, bojo ljudje približno vedeli, da želimo jesti. Zdaj imamo pa zajtrk, malico, kosilo, večerjo. In zajtrk je, jaz mislim, da povsod zjutraj. In Kretnja za jutro je to, zajtrk. Malica je en majhen obrok. Malica. Kosilo je običajno okoli 12. 12 je to kosilo. Večerja običajno zvečer. Večer, hrana. In tukaj smo v bistvu, ne, pri eni Kretnji z dodatkom pač teh, to je Kretnja za dodatek, tako mi grede, z dodatkom teh očitnih na nek način terminskih izrazov šli čez vse obroke dneva. Ta je bila meni tako zelo všeč, pa sem jo zato dodal zraven. Velikokrat je pa Kretnja odvisna od konteksta. Tukaj bi pokazala, mogoče še homonim. Ok, sem se zgubil, pardon. Ja,
ok. Zaplata, v redu. Ja. Ni kretna, ki bi jo bil navajen. Ja. Torej, pač ne, ta del. Če pa iz letala pogledaš na njivo, naprimer, ne, je pač zaplata nekih njiv, ali pa če pogledaš drevo, pa opaziš na drevesu neko stvar. Ne, in je vse zelo odvisno od konteksta. Beseda v govorjenem jeziku pa je enaka. Ne. In gluh uporabnik na ta način pač pride do prave informacije potem, seveda. Ne. Tako da v tem primeru je znakovni jezik zelo bogat, oziroma tudi vedno. Ne. Bi samo dodal tukaj zraven, ne, ravno ta komentar, da je znakovni jezik zelo bogat, velikokrat slišimo, še posebej pri slišečih, tudi iz različnih razlogov, da je znakovni jezik reven jezik. Ni res. Ne. Ravno to v bistvu dokazuje bogatstvo jezika. Sam dodatek zraven. Tudi glede zgodovinskega razvoja znakovnega jezika, kot sem rekla, ne, je bil pač odrejen in znakovni jezik se ni mogel razvijati, kot bi se lahko. Ampak v resnici pa je zelo razvit, ampak ni pa raziskano področje. Pa tudi mogoče, ja, pač glede izobrazbe tolmačev, pri nas v Sloveniji imamo torej skupnost gluhih želimo, da bi tolmači imeli izobrazbo, kot je dodiplomski študij, torej na nivoju dodiplomskega študija. Pri nas pa imamo izobraževanje tolmačev v okviru nacionalne poklicne kvalifikacije. To je samo mogoče tako, da ne zaideva s teme. No. Mogoče še par primerov glede sinonimov. Piskar, lonec, kretnja enaka. Uprizoritev, predstavitev. Deček, fant. Kar nekaj jih je. Tako da, ja, ena stvar, ki mogoče bi pa dodal ravno pri teh kretnjah, odvisnih od konteksta, v bistvu ostalega besedila, je na primer beseda oziroma pridevnik debel. Ne, jaz sem zdaj avtomatsko pokretal nekoga, ki je debel, torej neko osebo. Pač pustimo zdaj politično korektnost, pač neko osebo. Ker konec koncev v znakovnem jeziku, če jaz tako pokažem, sem težko politično korekten, se mi zdi. Če pa rečem debela črta, je pa to. Ne? Je pa ista beseda, torej isti pridevnik, ampak v znakovnem jeziku je včasih zelo poveden ali pa zelo očiten. Ne? Tako da tukaj se... še kakšen dodatek, torej ravno ta debel, ne? Pa debela črta, oziroma debel. Tudi knjiga, ja, debela knjiga, spet, ne? Popolnoma odvisno od konteksta. Ali pa debela palica. No in tukaj mogoče, ja, naprimer to, bi mogoče še dodal, ne, če jaz rečem debel, ja, ok, ampak, ko bom pa rekel, in vse to, ne, na nek način zgleda hecno, ampak vse to je še dodaten poudarek, ali pa palica res ogromna. Dodaten poudarek, ki je... Drevo, naprimer, ne, debelo drevo, torej hlod, steblo. Ne, in še ta poudarek z napihnjenimi ustnicami, ne, je pomemben, oziroma usti. Ne. To je pa ozko drevo. Ne, to je pa nekaj zelo suhega, tankega. Ne. Ali pa tanka črta. In spet je mimika tukaj. Ne. S svinčnikom pišemo čisto tanko črto. Hiša, velika hiša, majhna hiša. Ne? In je tukaj v bistvu ta mimika pomembna. Ne? Mislim, da smo zaključili. Hvala.